Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Odlično! Danes vam Diana preberem pravljico z naslovom Lešnik je moj. Lešnik mi je padel, je veverica zaklicala ježu, ki je stanoval v pritličju drevesa. Vrzi mi ga nazaj. Ta lešnik je moj, je bil prepričan jež. Takoj mi ga vrni, se je razjezila veverica. Nikakor, je vztrajal jež. Tako sta se veverica in jež prerekala za en samcati lešnik. Potem je mimo prišel hrošč rogač. Čemu se prepirata? Lešnik mi je ukradel, je veverica obtožila ježa. Nisem ti ga ukradel, se je branil jež. Sam je padel pred me. Ti povej, čigav naj bo lešnik, je hrošču rogaču predlagala veverica, jež pa se je s tem strinjal. Težko bi sodil, čigav naj bo lešnik, jima je rekel hrošč rogač. Oba imata prav, naj v miru razmislim. Že včeraj mi je jež pojedel rozine, ki sem jih po nesreči stresla, je povedala veverica. Ti pa si mi oglodala hruško, je vrnil jež. Tako ali tako je bila gnila in črviva, se ni pustila veverica. Kaj pa slive, ki so mi zadnjič padle s hrbta, so bile tudi tiste gnile in črvive, ni odnehal jež. Veverica ga je presenečeno pogledala, saj je bila prepričana, da jež ni opazil, da je izgubil nekaj sliv. A namesto, da bi mu odgovorila, ga je napadla z novim vprašanjem. Raje povej, kam je izginil koruzni storž, ki so mi ga prinesli vrabčki. Zdaj je v njun prepir posegel rogač. Če se bosta takole pričkala, ne bom mogel v miru razmisliti, čigav naj bo lešnik, je rekel. Toda veverica in jež sta se prepirala naprej in se za hrošča rogača sploh nista menila. Koruze ne maram, pa če tudi bi bila pečena, je jež zaklical veverici. Ne bo držalo, mu je očitala veverica. Zadnjič si pekel koruzne palačinke, vse do vrha krošnja je pridišalo. Obiske sem imel, se je branil jež. Saj, se je jezila veverica, zaradi hrupa, ki ste ga zganjali, nisem spala celo noč. Česa ne poveš, je bil čedalje bolj jezen jež. Rad bi ti povedal, da poskakovanja in preganjanja tvojih prijateljev po tem drevesu ne bom več dolgo prenašal. In jaz ne bom več dolgo prenašala tvojega glasnega smrčanja, mu je zabrusila veverica. Potem je jezno zaloputnila vrata drevesne dupline, kajti ježevega prepiranja je imela vrh glave. Tudi jež je jezno zaloputnil svoja vrata, saj je tudi njemu veveričino prepiranje že močno presedalo. Tako sta veverica in jež kuhala za mero vsak v svoji drevesni duplini. Hrošč rogač je zdaj končno lahko v miru razmišljal. Veverica in jež nista pozabila samo nanj, ampak tudi na lešnik, zaradi katerega sta se začela prepirati. In ker jima ni bilo več mar zanj, ga je pobral s kleščami in se z njim odpravil domov. Med potjo pa je premišljeval, ali naj lešnik zavije v sadno ali v zelenjavno palačinko. Že poznate rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Zdaj pa, dragi otroci, hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje.